s tem pa še nisem nikoli delal. Kako to izgleda? Ja, to je v bistvu super, čeprav meni vsakeč mi ven vrže, ker imajo pač, mislim, problem je, da to je z Avstrijo, v Sloveniji in še nismo dosti pametni, da bi se to spravili delati. A je vsakeč ti iz projektov ven vržejo? Ja, meni to zdaj, v bistvu sem sam pri sebi uspel to narediti, ampak drugače pa ne, problem je to, da imajo vsi pač te na Stirodur imajo pač vsi popusta, ne, gradbinci v teh raznih samih in obnovah in Merkurjih in to, ne. Tukaj pa zaenkrat še ni toliko prevladujoče in vsak malo tako pogleda, ker tega ni toliko, mislim, zelo veliko uporabljajo pri teh pasivnih hišah, to vidim, da imajo eni, ki delajo te neke projekte. Drugače pa to v bistvu tako v razsutem tovoru, tako kot to pride šlepar, pa v bistvu pripelje, pol je v bistvu to treba razprostreti, to je recimo, ne vem, za neko hišo danes se pa to približno 40 cm višine, pa se pa to približno 20% skomprimira. Se pravi, ko se zbije skupaj, je v bistvu tam cca 30 cm. Pol debelina tega in to nekako zadostuje v bistvu za podploščo. Tako da seveda je to treba prej pač filc, da se ne to recimo, ne vem, s spodnjim slojem v bistvu zmeša. Pa v bistvu, ja, na to čez ga je pa pač, ja, tako kot so rekli, ga je treba utrditi, da se pač tisti zaklin malo, to so pač približno neke taki delčki. Bolj je najbolj podoben temu tufu, no, ne tufu, pač to, kaj je pri rožah, no, kaj je že ta, skratka, te vulkanski. Aha, okej. Ja. Ja, ne vem, kako se reče. Kroglice, ki so, ja. Mikro. Ne bom zdaj. Ne vem, kako se reče, ampak vem, kaj misliš, ja, zdaj. Samo da je to precej večja zadeva, no. Pa se pa v bistvu je to nekako že tudi statično dosti stabilna zadeva, pa pač še drenaža tudi, pa konec koncev toliko manj materiala rabiš pol nasuvati, ne, mislim. Tako da v bistvu finančno gledano, koliko sem še jaz takrat tudi gledati, pa zdaj bi moglo biti to tam, samo v Sloveniji to še ni. Ja, recimo z ne vem, XPS-om. Kaj, ista debelina XPS-a ali pa to? Ne, ni narav, vse XP, ne vem koliko je zdaj, na katerih cifrah smo zdaj že, na 20 ali ne vem koliko, v glavnem. Približen po tej, po toplotni. Aha. V tem smislu, ne cenovnem. Mislim, cenovno, ja. Cenovno v bistvu, če to delaš z XPS-om ali pa s tem, je v bistvu to tam, ne. Bi mogel biti. Sam zaradi tega, ker je pa pač tako sistem zasnovan, da je pač mi tako v nobeni stvari nismo lih. Mislim, sploh vsi že pri lesni industriji vemo, da smo že zelo na... Kaj? Ja, na nizki ravni, no, saj meni se zdi napram, recimo Avstrijcem in to. Kaj misliš, lesna industrija ali gradni z lesom? Ne, lesna industrija na splošno pač tako. Aha, no, industrija res ni. Mislim, niti nimamo sušilnic, niti nimamo sistemov. Ja, to ja. Meni je bilo lih grozno to, da sem šel malo nazaj, sem šel v, mislim, to, kar pri nas vidiš, kaj to gre vse skozi, kaj to pri nas vse možen. Že tudi te, ki v bistvu prodajajo te, kako bi rekel, materiale v bistvu, pa jih v bistvu imajo samo za to skladišče, pa v bistvu cela Ljubljanska kotlina tam kupuje, pa v bistvu nimajo ustreznih prostorov, da bi posušili. Mislim, da bi recimo iz sušilnice les, ki ga oni tja pripeljejo, da bi imeli ustrezne pogoje. Recimo, da en masiven pult zlepaš, rabiš, ne vem, 6-7% vlažnost. Aha. Tam je brez težav 15. Jaz sem premataval, ne vem, 1 uro za en javorjev masiven pult, 1 uro se prematava, sem rekel, ok, zdaj pa super, zdaj pa sam še vlago premerva. Pa rekel, se ni problem, se to je tam iz sušilnice, iz menine, pa to. Sem rekel, ok, v redu, sam pač deva vlago preveriti in je bila 15% vlažnost. Kaj ne, zdaj vzamem kos, pa ga pelem še enkrat v sušilnico, zaradi tega, ker imajo oni celo halo, ki je neprimerno v bistvu skladiščen material. In kaj to je pač meni, ja nič, pa na koncu sem se odločil, da bom z ostanka parketa sem v bistvu položil na pult, pa je bilo to tudi to. Ampak zato je pač meni včasih res, kaj vse gre pri nas česa, ne. Pač res ne rabi nobeno sušilnico dajati lesa, zaradi tega, ker v bistvu noben tega ne preverja in je to grozen meni, da ne.
pol kličeš za noter, da rabiš neki lesa, tam par remalno, pa to ti reče, da ti bo kar zlepljenco dal, ker pač nimajo sušenega drugače lesa. Ne? Pa to v resnici iz Avstrije lepljenc za neko stvar, ki jo niti ne bi, mislim, ki bi rabil sam sistem sušiljenc. In zakaj se to v Sloveniji ne zgodi, jaz tega res moram reči, da jaz sem čist, ampak tukaj mora biti neki v zadnji, da pač to se nič ne zgodi. In isto je pri tem penjenem steklu. No, pač. Ja. To, da to ne znamo narediti, toliko stekla imamo, a ne, pač, ne vem, če to gre v tujini, ne vem, zakaj to pri nas ne gre, ampak... In kaj pa je prednost tega penjenega stekla? Ja, pač meni se zdi to, da je recikliran material, ne. Okay. Pač, jaz sem prek tega gledal, pač jaz se poskušam izogibati pač tem ostalim materialom, ne. Pač tako kot je XPS in tega je itak ogromno, ne. In tudi jaz vidim, da, ne vem, tisti je v bistvu raztresen, ne vem, jaz zmer gledam tako, v bistvu, ker sem bil tudi veliko po svetu, pa to, meni je zmer bil nekak cilj, tako kot sem bil, ko hodiš pač pa gledaš, kako je recimo v Mongoliji, ki si tam, pa oni en šotor predstavljajo tako v enem popoldnevu in samo vzamejo neki stvari in tam ostane samo tako čist trava, tako prazna, tako kot je bilo prej. Ja, tako je. Nič se naviti tako. In vsakeč tako, ko razmišljam, bi mogli tudi po mojem arhitekti ful več razmišljati, kako bo to pol, ko to našo bajto podelali. In ko to tako pomisliš, te neki sestave, pa te neki, da so sploh dobavljive neke te stvari, ki se zdaj v ta stiropor vlivajo noter. Ne. Kako, kaj? Da se v stiropor, te neki sistemi, da v bistvu vliješ beton v stiroporni upaš, da je to že kar, ne vem, jaz si sploh ne znam predstavljati. A misliš, ka hiše gradijo? Ja, za bazene? Ja, ne, hiše. Hiše ima, ne vem, zdaj kdo, kjer ima pač v glavnem, ti se teh proizvajalcev več. No, za hišo ne bi nikoli. Stvari, da sploh ne moram verjeti, da je to sploh še v 21. stoletju dopustno. Mislim tako, da je sploh komu pride na misel, ampak pač vsak pol upravičuje, da je malo bolj ekološki, kot je bil lansko let, ne, ker je pač, ne vem, kaj se vem, malo manj papirja po tisku ali pa ne vem. Tako se mi zdi, da je tok tega greenwashinga. Kaj, a pa sploh nimaš nič XPS-a nikjer? Imam, to v tem delu od plošče gor 60 cm, ja, to v bistvu ni mesto, kjer bi se v bistvu, kaj imaš pa nad AB ploščo do poda? Nad AB, mislim pač, ja, pod estihom. Tis imam pa tole stekleno volno, ja, mislim, da ja, to trdo. Ta trdo? Ja. Aha. To, ker tudi ni velik, je malo, tam je pač pol večja težava rata, če je tega več. Aha, koliko pa imaš pol tega tam? Mislim, da ne vem, 4-5 centi. Ja, to je šlo, kaj si rabil sam... Vsi inštalaterji so zmer veseli, ko gledajo te moje sestave tlakov, ko zmer tišim dol. Ja, to že je. Sam na koncu v teh, ja, je zmer... Mislim, ker z rekuperacijo ne prideš toliko skozi, ne. Tisti, ki hoče imeti naročnik rekuperacijo, v 4-5 centi ne boš spravil noter teh kanalov. Ja, zato imam jaz imam kar tiste, kar gor nadometno, tiste rori gor. Ja, pri sebi doma, ne, tisi je super, ampak recimo... Ja, tisi je pa tako, mora biti 8,5. Ja, tam si težko predstavljam, da bi stekleno volno skozi prišel, bi se ti kar naenkrat mogoče valovit parket bi dol. Tudi ima neke trde bolj variante, ampak ja, odvisen kaj je tudi pol gor, ja. In čakaj, kaj si ti poleg teh elementov za opaš še recikliral na hiši? Mislim, da sem še nekaj v knjigi zaznal, pa en link je celo do enega portala. Za umare? Ti so pa še v bistvu, to je pa en drug, tudi projekt naš, ki je pa kolektivno telo bilo, ki je pa v bistvu se še nekako upam, da ga bomo drug let zaključali, ker zdaj je pač to malo noter vskočili in je malo odplaval. To je pa pač projekt, kjer smo v bistvu nekako 7 plošč, v bistvu teh tili plošč, velikega formata, 205 na 5 metrov, v bistvu smo dajali v souporabo različnim akterjem, ki so bili zainteresirani za neke, ne vem, začasne intervencije, da so v bistvu lahko tisti material uporabljali. In mi smo v bistvu pol beležili, kako se to v bistvu spreminja. Edini pogoj je bil, da pač uporabljajo tisti material z zavedanjem, da bo za njimi še nekdo to uporabljal.
Se pravi, ne da jih režejo. Lahko jih režejo, lahko v bistvu kdorkoli, nobenih omejitev ni bilo, lahko so delali, kar so hoteli. Sam s tem zavedanjem, da pač bolj zanimiv še nekdo drug delal. In tukaj pač se nam je zdelo to zanimivo, da v bistvu pa so te plošče predstavljale kot v bistvu nosilc informacij so bile, ne? In v bistvu tudi zanimivo je, ker v bistvu nekako se prek tega materiala pa uporabe tega tudi različni akterji, ki se med sabo niso komunicirali, v bistvu so na nek način komunicirali. Tako da v bistvu to je bilo v bistvu zelo zanimivo, pa kako je v bistvu pol te sistemske rešitve v bistvu samega sistema, kako bi se to v bistvu naprej odvijali, to je bila pač ideja, kako večkrat ponovno uporabljati materiale. Tako da nekje so bile tudi po 6-7krat uporabljene in pač na koncu smo jih pa dali v bistvu različnim zainteresiranim, da pač te ugradijo ali pa ne vem, kakorkoli uporabijo, no? In eno pločo ali dve sem tudi jaz pol. Mislim, polovičke, pa so to šlo, v bistvu kosovnica se je skozi. To je bilo na portalu, je bila kosovnica, oziroma je še zdaj. Tako da v bistvu vsak je vedel, s katerim materialom dela, ne. Tako da je bila v bistvu neka sistematična kosovnica narejena in on je pač tudi povedal, ta kos rabam. In ga je tistega vzel, pa se pa tisti še v bistvu naprej delil na manjše kose. No. Tako da je bilo v bistvu sledenje temu, kaj se z materialom dogaja in kako je bil ugrajen, na kakšen način, kje je bil. In v bistvu prek tega se je pač pol to sledilo. No. In te umare so bile pa tudi iz tega materiala, ene od te v dnevni sobi. Pač, so bile pa iz tega narejene? So bile tudi iz tega, z enega dela tega narejene. Tako da, ker to je zdaj v zaključni fazi, načeloma je stan še čakati, upam, da bomo v naslednjem ali pa letos, da bi še nekaj razstava na tujem področju, sam treba urnik dati. Se pravi, imaš kar dosti teh proaktivnih projektov? Pol je pa, skozi pač, to je mene, mislim, definitivno rabam to, tako da je taka zadeva. Mislim, ker tukaj se mi zmeraj zdi, da je pač praksa je nekako, vse je zanimiva pa vse skupaj, ampak se mi zdi, da rab nek večji razmislek, da veš, kje si pa kam greš. Ker drugače se mi zdi, da se kar, ne vem, da pač delaš brez da bi razmišljal, no. Tega se pa zelo v bistvu bojim, da pač ne veš, kaj delaš, oziroma da kar spontano se neki, jaz to nisem preveč tak človek, da bi, nisem za preveliko spontanost, no, tako. Da moram približno vedeti, v katero smer bi rad šel, pa nekaj, da pač tudi ta signal pa naprej oddajaš, ne. Ja. Se drugače, v bistvu, ne vem, mislim, ključno je po moje, da človek razmišlja o tem, kaj dela, ne, tako. In tukaj mi te projekti mi pomagajo, ker jaz nisem tam omejen s tem, da pač ne, pri strankah je tako, da v bistvu poskušaš, zdaj pač prideš toliko delač, kakor nekako oni ti dopustijo, pač tam nisi svoboden, to je zmer kakor si spreten. Zmer razlika med, sam pač vse nikoli ne gre čez, mislim tako, da bi rekel zdaj, marsikdaj gre marsikaj čez, je pa tako, da v bistvu malo ljudi je, mislim, pač vse se da, ampak počas, ne, to ni tako, mislim, tukaj pač po moja glavna razlika med arhitekturo pa recimo tako umetnostjo na hitro, da pač tam v resnici lahko karkoli narediš neko intervencijo, pač pri nas si v sodelovanju z naročnikom in v bistvu mora on nekako pač tudi videti v tem, ne glede na to, koliko si ti noter v tem, pa ko bi si ti želel nekaj narediti. Jaz pač nikoli poskušam ne pač posiljevati, da pač če nekdo za nekaj ni, jaz mu dam bolj radikalno varianto, pa srednjo, pa manj. Pa pač on nekako malo zbere, jaz seveda navijam za bolj radikalno vprašanje pa pol, ki bolj radikalno v kakšnem smislu? Mislim, mene zelo zanimajo te reciklaže. V tem smislu. To je meni so strategije pomembne. Meni zdaj sama vizualna, jaz moram reči, da ko pridemo, če me stranka hoče v kot spraviti me sam, da se pogovarjamo o estetiki, ker tam jaz zmrznem, jaz o tem ne znam nič povedati. V resnici niti se ne znam pogovarjati, zaradi tega, ker je pač to toliko relativno, kaj je za enega lepo, pa kaj je za drugega grdo, da v bistvu tam jaz v bistvu nimam nič oprijemljivega in se pač tako v resnici se tudi ne znam pogovarjati o tem. Ker je pač, jaz zmer gledam pač prek nekih
kako bi rekel, ali nekih strategij, ki računam, da bojo pač zanimive za prihodnost, ali pa nekaj več. No. Tukaj tudi moram reči, da mi gre pri tej naši stroki v bistvu te neke modernistični koncepti, ki se pač prodajajo še, kako bi rekel, še danes, recimo, mi je kar malo, mislim, še nekako zastopam, da jih pač, recimo, kakšne stranke kupijo, ampak da se pa pač stroka med sabo v bistvu neke take koncepte, to mi je pa kar malo tako, mi ni blisno, pač. To moram reči, da mi je bilo najbolj tam, ko sem šel gledati to Vilo Tugendhat od Misa v Brnu. To pa ne poznam. Mislim, to je pa neki, jaz drugače tako moram reči, da nisem toliko fan, pač Misa, ampak to bi priporočil vsakmu, no. To je pač hiša z leta 1927 ali pa 29. Ja, poznam, seveda, sem v njegovi biografiji bral, vem, kjer je to. In to, ko pa to v živo vidiš, to je bila pa pač tudi žena, ki pač ni zdaj nekaj tako, nima ne vem kakšne afinitete do arhitekture, pa tako. Tam so bila oba dva, mislim, meni je bilo pa nekaj neverjetnega, ker ponovadi zmer tako malo te hiše razočara, ker se na slikah ponovadi zmer boljš, pa kakor v živo. Ta je bila pa lih obratno, da pač jaz sem tako rekel, ok, da grem nekako to pogledat, ker je lih taka kultna hiša, pa recimo. Ampak, ko pa to vidiš, tam je bilo pa prvič tako, da sem rekel, kaj se mi gremo, tako v tem smislu. To so vsi te klasični principi, ki jih pač naša stroka danes prodaja kot nekaj ne vem kaj blazno zanimivega, so tam v bistvu že vsi, ne vem, če pogledamo neko, recimo, ne vem, ali ne vem, neke nagrade, ki pač obstajajo v teh nekih naših ali pa, ne vem, ključnih birojev, je v bistvu vse v tistih hiši, ki je iz leta 1929. In to se ti v bistvu pritisne na gumb in se ti cela panorama, šip, se takole dol spusti, zato sem se jo spomnil, potem sem se jo spomnil. In to je pač, ko sem to videl, pač pa takrat veš, da je nekaj narobe in da je treba pač nekje druge iskati, ker pač to... Ker to je že naredil. Mislim, že naredil pa ni, ne vem, meni se zdi malo neferno, da si to v bistvu mi sami sebi, malo velikrat imam malo občutek, da smo tako, kot tam, ko so bile te obdobje teh neoklasicizmov in to, ne. Ki je bil pač zmer pred nekim takim velikim obratom v arhitekturi ali pa neki, mislim, marsikdaj je recimo arhitektura zelo zamujala, ne. Pa dobro, tudi umetnost je imela težave, ampak arhitektura je velikrat zamujala še za umetnostjo, ne. In jaz imam občutek, da je tudi zdaj tako malo tak čas, da je v bistvu zelo bolj v ospredju forma, zaradi tega, ker pač manjka vsebina, pač tako. To je pač na nek moj tak generalen, pač seveda so neke svetle izjeme, pa neki poskusi, ampak mislim, da bo mogel tukaj biti neki... Sej zato je pa meni tako ljubo to področje, v bistvu mi delamo samo individualne hiše, ne. In se mi zdi, da tukaj ravno zato mi je to lažje, ker imaš ti na drugi strani enega konkretnega človeka, s konkretnimi željami, potrebami, neko konkretno lokacijo, čisto specifično že spet. In saj jaz ne naletim na take, ki bi prav pristali a priori, zdaj pa samo, da bo forma, pol pa karkoli bo, ne. Se mi zdi, da te to sil, da ti v bistvu narediš nekaj, kar je življenjsko, za življenje, za nekaj. Zdaj, v kaj jih prepričaš, je pa malo spretnost nas, samih arhitektov, bolj, ko ti živiš to, tako, kot si ti prej rekel, se oddajaš ta vibe, kaj ti delaš, v kaj verjameš to in pol se te taki tudi verjetno najdejo. Težko je na začetku, no. Meni se zdi, da ne, pač pri nas je v bistvu arhitektura res je počasna se to. Mislim, jaz sem imel s tem kar velike težave, no. Pač dejansko, ko sem prišel iz faksa, pa si rečeš, pa moram, pa nekaj moram, pa demo, pa akcija, pa... Ampak pol je v bistvu tako ugotoviš, da ne vem, hiša, ki si jo ti zasnoval, da je to, ne vem, čez 5-6, kakšne, ne vem, 5-6 let rab, da to, ne vem, mislim tako, sploh recimo, ne vem, jaz, ki sem delal to skavtsko hišo, ne, to smo, ne vem, 2018 ali 2017 sem že začel, pa je pol to 2022 ali kako, da je pač, ne, tako hočem reči, da v bistvu pač predvsem začetki se mi zdi, da so tukaj res težavni, ne, ker pač ti
mislim, nimaš nič, takrat sicer lahko daš energijo, ampak v resnici nimaš nič za v roke prijeti. Ja, ampak, mislim, tako je tega... ampak to je normalno in to je vedno bilo, meni se zdi tako Ja, sam recimo, ne vem, druge ti recimo, ne vem, oblikuješ neko zadevo, pa imaš v drugih panogah. Ja, recimo v drugih panogah, ne vem, seveda. recimo grafično oblikuješ nekaj, pa imaš ti lahko v enem tudi zase mestu narediš, pa imaš 3 reference. Pa imaš nekaj, pa pač imaš nekaj upremljivega je, pa to se ti odvija, ne vem, lahko na mesečni ravni ali pa na 2 meseca imaš ti nekaj za pokazati. Ne? Ja. Pa to pa v drugih panogah. Pri nas pa to ni in mene je to, kar moram reči, da me je kar zelo frustriralo na začetku. No. Pač se tudi Glen je prav, on prvo stvar ni najprej, ki je doštudiral, ni nič dobo. In pol je rekel, da je pa naročil vse kataloge, pa je študiral, kakšni šraufi obstajajo, pa je s tem si cajt zabil, dokler mu ni brat nek prizidek, bogi nekaj naročil. Ne? Ja, se on je bil zelo znan potem, da je kar nekaj časa v bistvu bolj prizidke delo, pa take manjše zadeve. Se on tudi še prickarja dobu, ne vem, če je naredil, on je še hiš malo naredil, on je v bistvu bolj vikende delal. Zato pa so vsi tako off the grid, pa neki tam Simpson, Lee House, pa to taki, vikende, niti hiš. Je pa po drugi strani se mi pa zdel, da pa pol lahko tudi težava, da pa hitro rataš pa lahko ujetnik svojih referenc. Ne vem, a je to kdaj kaj, ne vem, tukaj pa mene pa tega v bistvu še bolj strah skozi. Da v bistvu pol, marsikjer biro, ko gledam, recimo tako je lahko se zacikla v to, da pač že vsi vejo, recimo grejo vejo, kaj bojo dobili in v bistvu si predstavljam, da že tisti biro malo stisnjeno v to, da v resnici mora dati to, kar se od njega pričakuje, da bo pač dobil za pač tisti denar. No. Pač saj tak imam občutek po produkciji, recimo, da je to lahko težava. Tako da mene v bistvu tega, kako v bistvu, da ti v bistvu narediš neke obrate, meni se zdi to ključno, da ti, ne vem, vse to je tako kot v umetnosti, ki so bili pač, mislim, nekako narediti obrata, Toliko se spomnim, da sem gledal enega, ki je bil pač živčen, en konceptualni umetnik. 70-ih, ne vem, pa ne bom se spomnil imena, ampak pač si pač kar kulten. Je delal neke pike in pa so vsi pričakovali, da bo on tiste pike delal do konca svojega življenja. In v bistvu karkoli naredil, nekaj drugega nikoli ni bilo nič tako vreden. In meni je bilo tako zelo veliko, se mi zdi, da mene je tega v resnici strah. No, tako. Zelo. Ja. Ja, razmišljam. Mogoče je res ta strah neke mere upravičen, če sam malo po moje zaspiš. Ampak zdaj jaz imam to izkušnjo sam iz tega. Mi delamo, kako sem rekel, zelo v ozkem segmentu. Enodružinske hiše, pa še to iz naravnih materialov. To je naš tako segment. In jaz se po svoje, pa nisem glih človek, mene rutina bi ubila. Ampak tle se sam sebi čudim, da se brief je vedno zelo podoben. Ampak kljub vsemu, če si toliko radoveden, da probaš iz tistega, ker lokacija je pa zmer čisto samo svoja, pa ljudje so tudi čisto samo svoji, že te dva faktorja. Ti data en tak splet, da mislim, da bi saj se kaj ponovi, ampak dostikrat se meni recimo zgodi, rečemo, tlele bi pa lahko, to je pa tako, kot smo tisto naredili, zdaj je že to, da lahko rečem. In sem se najprej prav bal tega, sem rekel, pa si jo rekli, zdaj sem skopiral to isto. Ampak potem, ko si sprintam to, pa začnem magar na neki osnovi nekaj reševati, če si dopustiš dosti časa, da dejansko rešiš neke probleme, vidiš, da boš zmer odplaval še nekam. Tako da za zdaj, Vse produkcija je definitivno, ni tako generična, da bi rekel, zdaj pa vse isto. Tako da mene za zdaj to še kar zanimivo, je pa jasno, vsakeč probam kaj drugega, ravno to, zato sem te zdaj v tem penjenem steklu spraševal, tako, pri vsaki hiši to je naša prednost, vsakeč lahko nekaj sprobamo. Zdaj smo še za Lenko kupili tam neko staro kamnito podrto oljarno tam v slovenski Istri, to bo zanimivo, zdaj razmišljam, kako se tega lotiti in zelo verjeten, da bi dal
da bom tako naredil, da bi ta zid obnovil, kakor ga je, a ne. Pa noter, ker nek sendvičajki vod, pa neka mini izolacija, tako da bom imel, se pravi, tokle bo glavne stene, ne, pol pa 65 cm prezračevanje fasade. Tistega kamnitega vmes bom pa lufta, ne. Pa je spet nekaj novega, ne. Tako, ja, ampak Bog ne daj pa, da bi rutina ratala. Ker eni mi pravijo, imam par sošolcev, pa se pa srečamo na temle, kaj že, ki ima pilon za ta Archicad, ta srečanja, ne vem, a ti v Archicadu ali v AutoCadu, no. In potem so zdaj nekaj zamenjali pa to in tam je, zdaj pa vse knjižnice sem si uredil, pa vse detajle imam, zdaj pa to, jaz nimam nobenih detajlov naprej zrisanih ali pa nekih blaznih knjižnic, saj se malo ponavljam, ampak meni se da moramo čisto pri vsaki hiši to drugače rešiti. Zgleda, da eni pa to uspejo, da si narišijo detajl, sestavo in potem to samo šibajo skozi isto. Ne? Ali pa recimo zdaj imamo tam v Logatcu v nekem skednu eno hišo, ne? In sem študiral najprej, kako bi se tako lotili kot tle v gorjah, ker smo ta skeden spremenili v bivalen, pa sem ugotovil, ne, to je toliko veliko, bo itak še preveliko, bo bankrotirali. Bomo naredili hišo v hiši. Kar pa glede na to, da skeden ima streho, pomeni, da jaz ne rabim, dobro, ni da bi glih ne naredil strehe noter, ampak ne rabim pa doktorirati iz tega, ne. V bistvu vsaka sekundarna kritina bi bila vrh kapa, ne. Zdaj, kako to razmisliti, ne. Zdaj je tukaj prilika, da delaš nekaj brez veze, ali pa je prilika, da ljudje veliko prešparajo, ker jim vsi na pušči, pa streha, pa to že stojijo, samo škatlico moramo notiti, ne. Tako in je zmer je, mislim, vse nekaj si ponavljam, ampak nekaj, kaj, ja, ful dober, ja. Ja, tako da zmer je kaj tazga zanimivega, ne. Ja. Čakaj, kaj sem tle. No, se prej sva se že tega dotaknila, te samogradne, ali se pravi, a imaš ti občutek zdaj, ki si to zase naredil, a ne, pa si dal tak vibe od sebe, da se to kaj vrača, ali je to samo osamljen primer? Mislim, ker jaz poznam kup ljudi, ki recimo delajo, recimo pa iz brun. Ne? Pa bruna pa naložijo, pa delajo neke take, ali pa neke zemljanke, ali pa neke, ampak prav tako hišo sodobno, moderno, tako kot je tvoja, to pa ne poznam, ne? Da bi se danes še kaj blazno delali, pa ne vem, a smo zdaj na začetku te? Mislim, jaz, ne vem, no, mislim, vse načeloma tudi tukaj je, tako kot sem prej rekel, meni se zdi, da je ogromna zmeda glede te v bistvu samogradnje. Je res tudi zanimivo, zakaj tega danes toliko manj, da tega je v bistvu res tako precej manj, glede na to, da je v bistvu po tehnološki plati nepredstavljivo lažje danes graditi. Potem se pa tudi zanimivo, da se tudi v zakonodaji pojavlja, to je tudi zaradi tega, pač, mislim, sej to smo vsi ujetniki tega, da pač, ne vem, nam korenine režejo na 2 leti, saj jaz imam tak občutek, ker že nekaj se mi zdi, da nekaj vem glede te zakonodaje, mi odrežejo korenine na 2 leti, pa ne samo meni, tudi vidim, da tudi na upravni enoti se isto počutijo in se mi zdi z tega vidika in tukaj je tudi zmeda na tem področju, ne, nastala, ne. In tudi v bistvu te medijske objave, kakor sem jih jaz pa v bistvu šel brati, ne. Pač danes je res mogoče to malo težava, da se mi zdi, da lahko vsak piše vse, ne. Pač tako. In ljudje se znajdejo v tej zmedi pač tega vsega skupaj, zdaj sploh to še dovoljeno ali ni dovoljeno, ne. In v bistvu rata tako totalen kaos iz vseh področij, ne. Pa še malo v bistvu se mi zdi, da je naša generacija malo razvajena, če se lahko tako izrazim, ne, da pač, mislim, se tudi danes je več stvari za delati, ne, pa pač ljudje v bistvu to zdaj danes drugače delajo, ampak v bistvu vsak si lahko na 100 načinov pravici, zakaj to on ne more, ne, pač pustimo, da jaz ne govorim o najbolj ranljivih, ne, pač tisti je nažalost bo mogla to država reševati, ne, in bo v bistvu mogla z nekim najemniškim fondom v bistvu zagotoviti to, da bo neka dostopna stanovanja najemniška, ker pač kolikor za karkoli narediti, ali je to prenova neke ali prenova mansarde, v bistvu rabiš nek denar, ne, pač tako da v bistvu zdaj za najbolj ogrožene
pač družine, nažalost, to ni rešitev. Se mi zdi pa, da v bistvu na te cene, ki jih jaz vidim, ki mi, ne vem, karkoli sprojektiraš, pa ne rabi biti, da je tako, ne vem, vesoljska ladja, mislim, to so meni take izjemne cifre, da sploh ne vem, na kakšen način, kako pride do tega, ne vem, se mi zdi neverjeten, no, pač tako. In se mi zdi, da je tudi to sploh po koroni, ne, ker je šlo to tako enormno še višji gor, jaz mislim, da ta razkorak tega, ta kupna moč ljudi, jaz mislim, da bo počasi pač zelo neozdržna in da načeloma bo več ljudi mogli se, po mojem, za to odločiti, ne. Jaz mislim, ker res si ne znam predstavljati, kako bi se tega lotil drugače. Pač, zdaj je pa tudi tukaj mogoče malo težava, saj tako tudi čutim, da ta starejša generacija zelo velikokrat ni uspela prenesti tega znanja, ne. Pač to pomeni čist tega rokodelskega, pa zdaj mi smo generacija pač teh, ki klikamo, ne. Pač. In tukaj vse se že vidi, da v bistvu nekako naš poklic ali pa ne, te stroke, ki so tako v bistvu napram nekomu, ki zna kaj z rokam narediti, ne, v bistvu tudi dolgoročno ne bojo pač, mislim, bojo tisti, ki bojo z rokam nekaj znali narediti, definitivno precej bolj vredni in to pač se bo poznalo tudi na plačah. Pa jaz s tem nimam nič težav, tako, ker se mi zdi, da za moje pojme bi mogel, ne vem, delavec na gradbišču, pač, ki prematava tiste težke zadeve, biti vsaj toliko plačan, kakor sem jaz. Ali pa nekdo cestni delavec, ki ga gledaš pri, ne vem, tistih 40-35 stopinjah na avtocesti, ne, pač mi pa noter, ki pač nekaj klikaš, ne, pač je to v resnici jaz to tako gledam, da pač bi vsem tistim prvošel in tudi čedalje manj je teh ljudi, ki bi bili pripravljeni te stvari delati, ne. Tako da jaz mislim, da tukaj je nekak problem to, da nekako pač se to na nek način tudi Anja malo v svojem članku opisuje, Anja Trobec se že prej omenila. Se mi zdi, da je pač ta odtujenost, no, to se pravi, tukaj pa pač jaz mislim, da kakorkoli bom marsikomu mislim, mu bo šlo na živce, ampak jaz mislim, da tukaj je pač v tem svetovnem kapitalističnem sistemu pač je to kar dosti velika težava, no. Mislim, in da nekako pač tudi je interes pač, da vse rtuje tako, da v bistvu mi ne znamo več sami delati. Eno je, da smo mi malo, drugo je pa, da v bistvu naš sistem nekako tudi s temi pametnimi hišami, to je tudi en princip, ne. Na koncu v bistvu še luči ne bomo mogli sami ugasniti, ne, ali pa znali ugasniti. In tukaj se mi zdi, da je nekako tudi občutek potem, ko ti nekaj zgradiš sam, mislim, to je toliko dober pa toliko upolnomočen občutek, ne, da si ti res nekaj takega uspel s prijatelji, seveda pač nikoli ne narediš sam, ampak da si to sam uspel narediti, da je to res nekaj nagrajujočega. Ampak mislim, da je tukaj pač problem, kako bi rekel, mislim, več nivojski, no, pač problem, zakaj tega ni danes toliko, no. Jaz sicer mislim, da se bo to malo, zdaj v kakšnem obsegu ne znam pač to povedati, ker ta svet, moram reči, da tako, kot zdaj drvi, sploh ne vem, kam gre, tako da v resnici moje napovedi niso prav lepe, ampak... Nisi optimist. Jaz drugače sem optimist, ampak zdaj že toliko, drugače sem optimist po naravi, ampak moram reči, da se mi zdi pa, da smer ni prava, no. Tako da, v kakšnem smislu? Jaz mislim, da smo kolektivno, ne bom pač individualno, ampak kolektivno smo najbolj izobraženi, kar je kdaj bilo v zgodovini pač človeštva, saj na papirju bi mogli to tako biti. To pomeni, da smo najbolj izobražena generacija ali pa nasplošno, v bistvu tako kot je zdajle, pa tudi po mojem v prihodnosti, ne vem, če bo toliko univerzitetnega kadra, recimo, pa smo v bistvu kolektivno najbolj pač po mojem neumni ali pa pač prihajamo na 100 let nazaj ali pa pač še več, no. Mislim, takrat, ko v bistvu nekako zastopaš, da je Rosnic leta 1933 v bistvu uspel pač, ne vem, nek diktator prepričati v bistvu ljudi, ki so bili pač, ne vem, mogoče manj izobraženi, niso znali brati, ne vem, tako pač to je meni jasno, da je v bistvu nekako jih uspel prepričati, da so v bistvu sami se je pravila v bistvu izvolili.
tukaj pa zdaj se mi zdi, da je danes neka podobna zanka, da v bistvu, če bi ljudem dal možnost, bi si izvolili v bistvu brez težav enega fevdalca, ki bi jih v bistvu tlačil dol. Misliš, da bi si? Ja, se že po svetu, se že to dogaja. Pri nas mogoče je zdaj še malo namanjka, ampak mogoče še 10-20 let. Pa mislim, da bomo tudi tam. In tukaj meni se zdi, da kolektivno je meni grozen, da v bistvu se niti zgodovinskih napak ne znamo nič naučiti. Včasih smo imeli Srebrenico, zdaj Gaza. Ja. Tako da v bistvu te kolektivne zavesti, kaj je bilo 33. se tudi ne znamo, iz tistega se nismo nič naučili. V bistvu neka retorika, nivo debat v bistvu danes je približno enak, kot je bil takrat v gostilni, mislim, včasih vidiš v nekih medijih ali pa pri javnih osebnostih. Pač se tudi zdaj, ko gledamo, mislim, se tudi včasih so se v prvi fazi so se mu smejali, ne, pač Hitlerju, pač. Je bilo jim vsem smešen, ker so pač je bil kaj en klovn, pač tako. Ampak se tudi danes imamo kar enih klovnov. Ja, mislim, ni bilo zdaj v zadnjem, mislim, ne vem, no, mene z tega vidika, no, se ne bi preveč šel v to smer, ampak jaz ne vem, res mi je v bistvu, in to v bistvu me najbolj frustrira. Kako je to možno, da je najbolj izobražen, tako v bistvu, kolektivno smo najbolj izobraženi, saj ne bi bili, v bistvu, pa hkrati v bistvu bolj neumni, kot so bili, kot je bil pa kolektiv 80-ih, recimo. Zdaj si mi dal v temle toliko istočnic, da se moram sam spomniti, na kaj sem se hotel vmesti že v besedo skočiti. Eno si rekel, da delavc recimo, ki premetava nek cement, mora biti isto plačan kot ti. Zdaj, najprej moram, da takoj tukaj disclaimer, da jaz vsakmu prvoščam kakršnokoli plačilo. Ne nazadnje, zdaj imaš polne vesti tega Dončiča, ki prestopajo, ali so ga prestopali iz enega kluba v drugega. Zdaj, ali on zasluži dejansko toliko, kot je plačan, ali si ne zasluži, to recimo, kar se mene tiče, si zasluži, če mu nekdo pripravljen to plačati. In jaz mislim, da tukaj... Jaz to nisem toliko. Kaj? Jaz nisem tako. Dejansko, očitno je toliko in toliko ljudi pripravljeno plačati, da to gleda, pa kupuje njegove majice, pa ne vem, karkoli že. Ampak to je pač na nek način čez tržno perspektivo. Zdaj, on z lastnim delom metanja žoge na koš. Ja, no dobro, s tem ne zasluži. Pač definitivno s tem svojim lastnim delom v bistvu niti približno ne more odtehtati. Pač očitno lahko. On v bistvu sprodajo etikete pa blagovne znamke. Ampak s čem odtehta on? On po mojem odtehta s tem, da toliko in toliko ljudi osrečuje. Tako, kar bi rekel nek gledališki igralec. To so te ameriške sanje. V bistvu, to je tako, meni je to zmer, jaz sem bil drugač tudi... Pazi, jaz ne spremem nobenega športa, ne vem, zdaj sem to na dan potegnil, ker karkoli odprem je 15 minut za tem. Do 18 leta sem recimo treniral nogometa. Pač tako, kar intenzivno pač tako. Ampak meni je bilo res grozno gledati vse te soigralce, pa njihove starše, pa njihove projekcije, na tega v bistvu, na sinove, ki bojo vsi na en kaj, in pol mi zmer v bistvu potegnemo, ali pa sploh Amerika je to zmer znana potem, da mi potegnemo ven enega Dončiča, in to so pač te ameriške sanje, Njemu je pa uspel, recimo. Pa v glasbi je tudi uspel 50 centov. Zdaj, koliko je pa tistih milijonov, ki jim v resnici ni uspel, Ja, seveda. Meni je zmer to tako malo riskantno, te vrhunski športniki, po eni strani so lahko, ampak meni je to bolj, jaz vidim recimo, ne vem, Anže Kopitar, ki je hkrati še v bistvu nek fair play, v tem smislu v bistvu še nekaj več, kot sam nekdo, ki pač meče na koš ali pa v bistvu, ne vem, dobro upravlja plošček, recimo, ker hokeju, pač on je še nekaj več, ker da še v bistvu, on je dejansko pač, ne vem, že na koliko let zapored, v bistvu je zmer med najbolj fair play igralci, pač to je nekaj, kar šteje, tako da iz tega vidika pač jaz gledam, da ne vem, jaz ne znam videti pač tega, da bi bil nekdo
mislim, v tržni logiki je definitivno, če ga damo v bistvu na trg, on definitivno je toliko vreden. Pač. Sam to je v bistvu taka klasična tržna logika, zato je v bistvu tudi tako, kot je. Zato je pač ima delavec na gradbišču to, kar ima, pa pač ima kdo drug to, kar ima. Ne? Samo v bistvu, če pa gledamo nas, ki pač v resnici, mislim, da bi mogla biti že to nagrada, v bistvu, da imamo mi v bistvu tak del, ki ga imamo. Pač. Jaz mislim, da pa ne govorim zdaj, se tudi v naši stroki no, je to lahko mislim, v veliki problem, meri je. Ne? Ampak nekako v bistvu, da že mi delamo, kdor bo hotel delati, sigurno ne bo šel v arhitekturo. Prvo, kar je, ne delamo nekaj, kar je neka rutina. To pomeni, da nam je skozi zanimiv. V bistvu delamo različne stvari, dinamično je, če še na gradbišča hodiš in to v bistvu takrat, kaj daš si pod streho. In v bistvu z tega vidika se meni zdi, da je pač, ne mislim zdaj, da bi mogli mi imeti manj, ampak da bi mogli imeti oni več, no, v tem smislu pač. In tudi jaz mislim, da bo to tako šlo, ne. Sej, recimo, ne vem, če primerjamo kakšen servis, ne vem, kakšnega vodovodarja ali pa keramičarja, kogarkoli v bistvu vidimo, ne, koliko je urna postavka, ne. Recimo. Zdaj en ventil zamenjajo pač, mislim, sej pač nič ne rečem, ampak hočem reči, pa jaz nimam s tem težave, se tudi čist ok, ampak mislim, da imamo mi malo preveč, saj pri tem, ko zdaj gledam, jaz sem rekel ful super, da imamo toliko univerzitetnega kadra, sam po drugi strani so pa degradirali v bistvu, jaz, ki se pač z očetom tudi pogovarjal, pa on, ki je bil pač, dejansko so bile to včasih poklicne šole, to je nekaj bilo, ne. Danes pa v bistvu, če gledamo strokovnjaki na gradbiščih, v bistvu koliko je izobražen, koliko ljudi zna sploh načrt brati, recimo od teh recimo gradbenikov, zidarjev, to v bistvu itak, glede na to, koliko mi v Sloveniji z njimi delamo, so vsi v Avstriji pa v Nemčiji, tisti, ki so kaj znali. Mi pa v bistvu dobivamo totalno nepismen kader, ki pa v bistvu malo enega gleda, ene pol leta, kako dela, ki že malo na pol zna, mislim, jaz ne vem, da je to, če vi znate še kaj mogoče bolj primerjati, ampak ne vem, kako je to bilo v 80-ih, ali pa zdaj, jaz nimam izkušenj, tako da bi jaz se v 80-ih recimo, ne vem, to, kar sem se jaz pač z očetom, ko se pogovarjam, je to pač, mislim, tukaj je padel nivo grozen.